Za začetek bom povedal nekaj verzov pesmi, ki jo je pred 56 leti napisal ameriški pesnik. Veliko jih je tukaj med nami, ki menijo, da je življenje le šala. Ampak ti in jaz sva že šla skozi to. In to ni najina usoda. Zato prenehajva govoriti lažno. Ura postaja pozna. So let us stop talking falsely now. Hour is getting late. Ura je res pozna. A za mir nikoli ni prepozno. In skrajni čas je, da si nehamo govoriti napačne stvari. Spopad v Ukrajini povzroča vedno več žrtev. In grozi, da preraste v dolgotrajno svetovno vojno. V enem letu je kljub blokadi v poročanju in propagandi prebivalkam in prebivalcem tudi Evrope in ZDA lahko postalo jasno naslednje. Da se ta vojna ni začela na današnji dan pred enim letom, da ni posledica norosti enega človeka in da ne gre samo za vojno med Ukrajino in Rusijo. Na dan prihajajo dejstva, ki niso v prid in čast nikomur, zlasti zahodnim državam in njihovim voditeljem ne. Miru ni mogoče doseči s prikrivanjem vzrokov, s podžiganjem sovraštva, z enostranskim odstopanjem od obljub in sporazumov, trganjem diplomatskih odnosov, medijskim molčanjem o mirovnih predlogih in blokiranjem pogajanj. Enostranske, iz sebičnih interesov, sovraštva in nezaupanja pogojene sodbe, informacije brez razumskega in srčnega razmisleka, brez možnosti primerjanja in dialoga so postale domala edina stvarnost. Odgovornost politikov in medijev za nastalo situacijo je neizmerna. Miru ni več, niti na jetiku, in tretja svetovna vojna nam grozi z grozljivo neizprosnostjo. Kaj lahko